Dobro jutro in dobrodošli v nov teden. Po mi je čuden to reči, ker šel vlog ni naložen, ga zdaj nalagam. Skratka, delam nama zajtrček, jajčka, gobice, pa še kaj zraven. Pa popodne delam, dežuje, ne bi bilo posli, ampak. Včeraj sem končno končala tole knjigo Alba de Céspedes, če to je italijanka, Prepovedani zvezek. Ful huda knjiga, ocenila sem jo s 3 zvezdicami. Govori pa o ženski oziroma o družini po drugi svetovni vojni, se pravi 1950 je postala nekaj takega, no. Ženska piše ta dnevnik in to je v bistvu kot prepovedan zvezek in opisuje svoje čustva in je tako prav šokiralo me je, kako so res dejansko včasih ženske razmišljale, tako pač ona tudi hodi v službo, ne, ker sta to krevna, da pač more in imata 2 otroka, ki študirata in dejansko v znar gre za to, da da preživijo, ne. In ona ima tudi neka taka čustva, želi si, da bi jo mož večkrat ali objel ali karkoli in ne upa se mu spovedati, ne upa mu povedati teh čustev. On je pa tudi že čist odmaknil od nje, kličejo mama. Prva rdeča red flag, kak je že ona rdeča zastavica. Mislim, tako na momente me je toliko žuciralo to njeno razmišljanje, ampak se vem, takrat je bilo z ženskami malo drugače. Dobro, se še zdaj nismo enako vredni, ampak v redu, pač pustimo to, no. In drugače ful dobra knjiga, tako ful sem jo res me zanimalo, kaj se bo končal. Tako da ja, zelo zanimiva, tudi Elena Ferrante je pohvala to knjigo, čakaj bom prav pogledala, sem prav šokirana. Elena Ferrante, ki je rekla: kadar pišem, se zatečem knjigam, mi ne krajšajo časa kot razvedrilo, ampak kot zanesljiva družba. Pravim jim opogumljajoče knjige in med njimi so tudi knjige Alme de Céspedes, ko se govori. Hudo. Ja, 3 zvezdice, jo priporočam, ker je zanimiva, če te pa zanimajo dejansko tudi take tematike. Današnji citat, tam smo 10, a ne? Yes. Ceni to, kar si zdaj. Ne svoje bodoče podobe ali osebe, kakršne bi želela biti. Wow. Fotki si tole. Wow. Wow. To pa moramo kar vsi si ugravirati v glavo. Ful dobro. Zdaj bom malček brala, bom šla pa mogoče preljubljana, da gremo knjižnico, da grem še brati, pa grem pa delati. Dežujem, pa kaj češ, ne bomo jokali glede tega. Mame gre na živce. Mame tako mod, ko vidim na social media, zdaj sem videla več na Instagramu, dežuje, ja pa kaj pol, kaj pa lahko naredimo glede tega noč? Ali jokamo mi zraven, ali smo pa pač čisto kaj volje. Kako bi otrok reagiral? Otrok bi se šel igrati v luže. To je to. Pač, dežuje. Ko je lepo vreme, pa dajmo takrat toliko bolj ceniti to, a ne? Tako da, imamo še brala poezije od Rilkeja, ampak moram reči, mi do zdaj ni všeč. V bistvu nisem imela nič časa, ampak sem se tako šla rihtati, tako da to je outfit, črne hlače, polovrček, v spodaj imam še majčko, itak nakit, usnice. Ful mi je všeč tale, to je una od Essensa in mi je ful dobra, pa ful je tako res dobra na usnicah, kao kolagen ima. Mogoče kaj na tem, da jaz vem. No, zdaj bom pa res šla, udelujem in imam zelo. Imej lep dan. Dober večer, okopala sem se, moram si konice z unim oljem. No, danes je pa dan oziroma praznik mučenikov, pa je ful manj objav na storijih. Zanimivo, ne? Skratka, dragi moji moški, čestitke v vašem prazniku, rade vas imamo, mislim, jaz vas obožujem, ker to sem rekla na storiju, brez vas ne bi bilo nas in brez nas ne bi bilo vas.
Dobro jutro. Joj, da zdaj vidiš, kam sem dala telefon. Je na zelo majavih, ne bom rekla tleh, ker niso tla, majavem podstavku, tako. Čakam dragega, da pride z fitnessa, potem bom izpojedla banano. Še prej ti preberem citat. Današnji nasvet. Napiši sporočilo prijatelju, s katerim že dolgo niste bila v stiku. Lepo. Gremo v službo. Danes ne. Naredila sem kolač, vzela sem ga v službo in mislim, da je to eden boljših kolačev, ki sem jih naredila v življenju. Bom polinkala recept iz okusno.je, tukaj zmer. Sploh ne znam opisati, tudi tako drugač, full simple kolač, ampak noter je tudi jogurt, tako da Lada jogurt naredi to svoje neki. V bistvu zdaj na koncu original receptu je, da še premažeš z marmelado in daš kokos, tako da bom to naredila. Ker sem šla doma, bi še vročila, pa nisem mogla. Tako da bom zdaj. Sicer bi jo morala zmešati z vročo vodo, ampak to ima cajt za to. Jaz hočem biti hitra, efektivna in to je to. Ja, da še malo povem plane za ta teden. Jutri grem sama v kinodvor, grem gledat Dahomey. To je pač hud dokumentarc, ko vračajo kulturno dediščino, se pravi te kipe pa te stvari, ki so jih ukradli Francozi v času kolonializma, se pravi iz Benina. In je v bistvu dokumentarc, no, ko zdaj jih vračajo. To potem v četrtek grem v mojo knjižnico, grem na pogovor ta Manca Garenko, ona je direktorica založbe No Press, ker sem dobrala njeno knjigo. Baby! In v petek grem v mestno gledališče sama, ker pa Saška ne more. In se nam ni spet zmeniti in sem lavno, veš kaj, jaz ne bom čakala, jaz grem sama, ker itak hočem iti večkrat na te stvari, tako da je čist ok. Malo sem še pustila brez. Ne bom tudi to probala. Ful dobro. Hudo. Spet nama bom naredila tele ovsene kosmiče za jutri, za predzajtrk. Kakšno jutro. Dragi je neki popravil stroj in je trajal. Mislim, če ne bi strajal, ga sploh ne bi popravil, tako da sem tam pucala malo v kopalnici, pa perem peril, posodo pomila, zdaj sem si naredila za jest, tako da pač moramo pohiteti, ker da nam zamudila bus. Ja, pokažem. Evo, zajtrk. No, zdaj pa hitim. Gremo v kinodvor. V dvorani sem, ful je zanimiva, ful je mehna. Tako top. Lep pozdravček, nisem domov prišla. Skratka, Dahomey, ful priporočam, če te pa zanimajo te zgodovinske stvari. 1 uro traja dokumentarc. Tukaj je bilo dober, ko so bili te počasni posnetki in sam gledaš in se odklopaš od telefona, od družbenih omrežij in je bilo, pač me je bilo svetovno. Pač ful dober dokumentarc, ful zanimiv.
še dve knjigi, da omenjam, ker moram mi torej vrniti v knjižnico. Rilke, poezija. Skratka, ali dragi je prišel. Dve zvezdici, da poezija mi ni bilo všeč, na koncu so pa še pisma, ki se on dopisuje z nekaterimi pač prijatelji, kakorkoli. To me je bilo recimo ful bolj zanimivo. Potem pa še tole, Elena Ferrante. Ona je moja ena ljubših avtoric, se pravi Dnevi zavrženosti. Pač meni je ona tako dobra, govori o 38-letni Olgi, ki jo mož zapusti, se pravi, danes reče, zapuščam te. Ali? In ona je pač valjda šokirana in potem gre v življenje se sesuje in gre na dno totalno in potem splava na površje z dobrim koncem. Je pač meni je ful dobra knjiga. Malo sem kolebrala, da dam 4 ali 5 zvezdic, ampak li to, ker nisem tako odločena, sem pa rekla 4 zvezdice. Ok, to je za zdaj to. Lahko noč in se gledamo zjutraj. Lep pozdravček. Ja, rekla sem, da bom 3 dni kulturno dejavna. Skratka, jutri mestno gledališče odpade, oni so odpovedali zaradi bolezni in potem danes sem hotela iti na predavanje v knjižnico, ampak se mi ni dal. Pa še dragi doma, tako da se mi pač ne da, pride tako. Fora pa meni, da ko jaz gledam te neke dogodke in ko vidim, sem savno, yes, grem. Ampak problem je, če moram vmes pač ful čakati, ne? Če imam takoj po službi, tako kot včeraj Dahomeja, pač kino, to mi je zakon. To pač res samo greš in ne razmišljaš. Če imam pa jaz vmes ful ur, cajta. Ja no, je pa bolj malo druga zgodba. Zdaj, dragi, sem skočil v trgovino, pa nama bom naredila za jest ribico, pa krompir, korenje. Citat sem si poslala prebrala za včeraj in danes, tako da včeraj. Če rečeš ne, je to najboljša skrb zase. Claudia Black. In pa danes je 13. marec. Obdaj se z ljubečimi ljudmi, ljubkimi biti in srečnimi rastlinami. Kakve so pa srečne rastline? Oh my god, danes me je prešinal, kjer je beseda. Čez en mesec ima moja najstarejša nečakinja 18 let. A spomnim se, kot včeraj, ko se je rodila. Wow. Zdaj razumem starše, ki rečejo. Kaj je bilo včeraj, ko si se rodila? Tako da, zdaj razumem. Lep pozdravček. Najprej bom prebrala citat. Današnji nasvet. Prisluhni skladbi, ki te osrečuje. Lahko pa prisluhneš tudi žalostni, če to potrebuješ. Včasih se moramo glasno razjokati. Jep. V javno po službi sem šla s kolegico Jasno na kavo in tam je en starejši gospod in mi da klepetava in jaz vidim, da on nekaj riše in odnese eni punci pač njen portret in jaz pač model jo je narisal, a ne, in tako vidim, tako ful lepo, pol je spet nekaj čečkal in pol je nama prinesel tole. A ni lepo? Tole je kolegica, to sem jaz. Pa napisal girls at tea. Ljubljana. Ka dober. Čakaj, kako mu je ime? Kje imam za njegovo vizitko? Še karta Sanč od kinodvora. Ok. Meni je to tako lepo, zdaj sem se malo zmečkala med potjo, ampak jo bom poskusila
uravnati. Tako je dobro. Ja, prav jasno, da tale ni meni nič podobna. Se tako smejala. Noro. Dobro jutro, jaz sem prej. Ok. Citat. Čas za pozitivno razmišljanje. Ponavljati afirmacije. Sem na pravem mestu in počnem pravo stvar. Počutim se čudovito in sem čudovita. Moja odločitev je, da živim tukaj in zdaj. Ti so res močne, ja. Ok, potem imam še 2 knjigi. Ana Luisa Amaral, What's in a Name, drugače v slovenščini, poezija. To je tako ena, čakaj, bom prebrala, ena najpomembnejših sodobnih portugalskih avtoric. Je pa rojena leta 56. Meni ni bila toliko všeč. Vidim, da sem res zelo pikolovska glede poeziji, da mi res mora biti tak nek romantičen jezik, da je meni všeč. Drugače, da dobro napisan, sem pač mi ni, tako da tam 2 zvezdici od 5. Potem Alma Karlin, Zmaj in duhovi. Tako, jaz sem jo že res pred leti brala in sem po moje prebrala vse njene knjige, vsaj do takrat, kar je bilo, a ne. Vem, da pol nekaj še je šlo, oziroma mogoče nekdo drug napisal nje, v glavnem, in bilo vse ful všeč. Tole mi pa zdaj ni bilo, zato ker to ni bil potopis, ampak so tako neke take mistične, duhovne zgodbe, pač iz Kitajske, Indonezije in Južnega morja, in mi ni bila najbolj všeč in nisem sem se odločila, da ne bom do konca prebrala. Ostalo mi je še 40 strani, ampak vse, malo mi je tako, da ne bodo žaljen, mogoče otroško, ne vem, se itak, da je dobro napisan, ampak ne vem, to je meni tako tuje, mogoče, a ne, vsa ta mistika, duhovi, kaj jaz vem, in me ne potegne. Že takoj, ko sem začela brati, je bilo ono, to pa meni všeč. Tako da ja, ampak seveda še zmer bom nadaljevala z njenimi knjigami, ker jih hočem še enkrat prebrati. Sam upam, da vam zdaj preveč razočarana, ker zdaj njo obožujem. Ona je bila pač res svetovna popotnica in jo res obožujem. Sem bila tudi v Pokrajinskem muzeju v Celju, kjer je pač njena razstava. Tako da ja. Zdaj imam pa še eno knjigo od Elene Ferrante, ki grem po vrsti. In potem se bom lotila malo svojih knjig, ne, da tudi malo spucam. Tako da ja. To. Dežuje. Morala bi v bistvu iti v trgovino, pa kakšne take osnovne stvari. Povila bom mogoče pol, se mi ne da. V bistvu najbolj bilo treba zajtrk jesti. Oh my god, se res. Včeraj sem gledala film Anora, ki je dobil letos ful Oskarjev. Tudi ta glavna igralka je dobila Oskarja, pa režiser, pa ne vem kaj vseeno. Ja, za najboljši film so to dobili, pa ne vem kaj vseeno, glavnem. Meni osebno ni bil tako dober, Saška vem, da je pač ful nadušena nad filmom. Gre se v bistvu o tem, da je ta Anora, oziroma Ani, je eksotična plesalka v nekem nočnem klubu in tam spozna zelo mladega, bogatega ruskega fanta in nekako se zapleteta, pol on jo najame za cel teden in plača, a ne, seveda. In se, kaj se jim zaljubita ali karkoli. Ne, oziroma on pravi, zdaj bo pač moral iti nazaj v Rusijo in ona pač ne, a ne. In nekako se vse splete, da se poročita v Las Vegasu. Drugače se zgodba odbija v New Yorku oziroma Brooklynu. Ko mi je šel na žice njen glas. What's going on? Pač, ful mi je šel na žice njen glas. No, gledam. In potem seveda zvejo ta skrbnik, ki skrbi za njega v Ameriki. In potem je tak cela štala, tako stres, pol ta tam malo pobegne in ga iščejo celo noč. Tukaj je bilo nekega dretja, oh my god, tak stres je bilo to gledati. Pa je to kar trajalo, to ni bilo tako 2 minuti, ampak je trajalo, ne. Potem pridete njegova starša iz Rusije, kar je stroga, za popizit, ne. No, in poljo pač prisilijo, da podpiše te za razveljavitev oziroma ločitev, ne, kakorkoli.
potem v bistvu ugotovi, da je to itak samo razvajen mulo, ki se je prišel zabavati v Ameriko, tako da to ni imel nobene veze z ljubeznijo ničemer, ne, samo pač zabava, ker itak je pa full ekspliciten film, se pravi kot pesavka, tam se pokaže vse seks scene, tako full ekspliciten, jaz sicer tega full ne maram v filmih, to gre me tako na živce, ker je pač full nepotrebno, ne. Se lahko naredimo tudi dober film brez seksa, ne. Potem grejo na stran in se na koncu spet zaplete z enim in pa se zjoka in je konc filma. Tako da meni osebno je bilo tako, no. Ne vem, so pa itak ful dobri igralci, ful dobra režija, to je, ne rečem, dobri zorni koti, tako ful je dober zeditiran, tako da ja, iz tega umetniškega vidika je pač perfekta, ne, tudi zgodba je ful dobra, itak se je tudi realna, sam pač, ja, meni so šli na živce s tem dretjem, stresom, ker ti se hoče sprostiti v filmu, ne pa da si vas, napet. Mislim, nikad bi gledal neko kriminalko, ki je drugače, to je bilo res kot neko, napeto družinsko življenje, katerega del noče biti. Tako. V glavnem, ja, meni ni najbolj všeč, seveda, lej, vsak ima svoj okus, recimo Saški je pač ful všeč, da lej, the best, ne. Smo se različni in različne okuse imamo, isto glede knjig, recimo jaz obožujem Elena Ferrante, ena sledilka je napisala, da pač da ona je pa ne, da je probala brati in ni všeč njen stil, ampak lej, vse to je to, ne, toliko smo se različni, hvala Bogu, da imamo različne okuse, da pač nismo vsi isti, ker kaj bi pa bilo, če bi bili vsi isti, že tako so danes ženske čiste. Ups. Grem v trgovino. Ja, sliko sem začasno dala tja, mislim, da bom tukaj na steno nalepila, da je pač ne damo skladišče, ker bo pol, če škoda. Da, zdaj gremo v trgovino, noter imam vrečke in gremo. Ne bo slabo še torbico vzeti, ne? Pa denarnico. Či sem zašvicala. Prišla sem iz Špara. Ne moram verjeti. Pa ni spet, da je vroče zunaj, ampak pa ko hodiš, pa ko vlačaš stvari, tako le sem imela. A ja, najprej našla sem vizitko tega gospoda, Tony Hedrick, se pravi njegova spletna stran je tonyhedrick.com, če želiš pogledati, pač ni lepo, no, tako da. Zdaj pa sledi Šparhol. A ja, kupila sem v naši pekarni polnozrnat kruh. Ježek, ker sta bili znižena, mislim, zniženi so bili jipi sok, je bil en request, pa me zanima, tako da bom probala. Prleški sir, ker sem ga tudi nekaj tedna nazaj probala in mi je res ful všeč, tudi Dragi ga pohvalil. Potem imamo mlete mandle, kakao v prahu, koruzica, navaden sir, sem še vrečke, in tukaj, perin toast, ne, ta res najboljši. Sladoled, piškotak, kukidov, piškotak mi je tako zares najboljši sladoled. Oh my god, tole. Pri nas je reka ful narasla spet. Upam, da ne bo poplav. In pol grem naprej in tam imamo enega lokalnega sladoledarja, ki mi je tak najboljši sladoled. Dela samo tako sezonsko, ne, se pravi, ne vem, zgodne pomladi, pa do tam jeseni, pač odvisno, koliko je toplo. In ko vidim, da je že odprl in jaz kje sem jaz? Jaz sem bila toliko zmedena, kater mesec je. Tako moji možgani imajo, ne vem, žurko po svoje in so čist nekje v mehurčku nekem, na ne vem katerem planetu. Jaz sem mislila prvo, da je december, pa sem ne januar, november, tako sploh nisem vedela, pa sem pa se mi je začel film vračati, kjer ga smo nas, a ja, sred marca smo stari. Tako, a bi me morala skrbeti, a se še komu tako dogaja, da možgani grejo? Pa se vem, da se zamisliš, ampak jaz sem bila tako resno zmedena, tako kazanč, da je prejšnji teden, ker sem bila prepričana, da je petek, bil je četrtek, mi tako prav, ne vem, kot neka luknja možganih, ne vem, luknja v spominu. Kumare. Te kumare so bile ful drage, skoraj 3 evre. Še en sladoled. Tega še nisem probala, Magnum White Chocolate Strawberry. Se pravi, bela čokolada z jagodo, pač bil je tu znižen, sicer že zmer ful drag, 6 evrov bi skoraj, drugače ne vem, redna cena 8,30. Evo, še zadnji 2 stvari.
losos zmrznen, pa tele palčke. Zdaj si bom najprej zajtrk naredila, pač jajčka, pa bom pa sir za žar, ki ga moram porabiti, pa toast. In bom gledala na YouTube, pa moram pa v bistvu nadaljevati s filmi, ker bi res rada čim več Oskarjevih filmov pogledala, oziroma te najbolj odmevne, ki so bile letos, pa lanskih, no, Oppenheimera še ko nisem gledala. Tako da ja, gremo delati. Tole gre zdaj v pečico. Tako, piškote sem naredila. To je v bistvu kar par korakov. Narediš piškote, pol zmešaš cimet, sladkor, pa to vmešaš. Potem zmešaš še eno stvar, nek tak streusel, pač nekaj da daš pol na piškote in to zapečeš. Potem pa še mleko pa cukor, ne, da pač sicer zdaj se ne vidi. Je zelo drugačno, ne, takole je v knjigi Coffee Cake Cookies. Takole je v knjigi, sicer niso s kavo. Moji so pa zaradi tega cimeta pač tam mi ratali, no. Dajmo zdaj probati. Cukor se med zobmi čuti. Se v bistvu je ful dober, ker je ful cimetan, je ful fajn. Malo bom še počakala, da se okusi poveže, ko ponavadi je zmer tako. Zmer treba počakati. Pa je pa rada dober. Ok, vmes sem še gledala Oppenheimerja. Mi je bil všeč, zanimiva zgodba, edin predolg je, 3 ure traja film. Jaz ne vem, kaj je to s temi filmi, eni so res toliko dolgi. Meni se tako zdi idealna dolžina filma 1,5 ure. To je to. Zdaj sem pa še gledala Emilio Perez, ki je tudi neki Oskarja dobila. Drugač, ful dobra zgodba, ful dobre igralke, igralci, ampak pa ful resne teme pa to. Ampak to je pa kar vmes musical, se pravi, neke resni temi govorimo in pa se kar zraven poje. To mi nekako ni šlo in sem morala pospešiti film. Ko pospešiš film, veš, da je nekaj narobe. Ko da ja, no, to mi lih ni bilo cool. Pol konec je res tak srce parajočno, ampak ko ne vem, no. Mislim, neki Oskarjev je dobil, vem, da je pač Zoe Saldana, kako že ni Zoe, Jesus. Zoe, como te llamas? Zoe Saldana je dobila Oskarja. Selena Gomez igra, drugače ful dobra igralka, meni je tudi ona dobra pevka, ampak njena španščina je grozna. Tako boljš bi bilo, če bi naredili voiceover nekoga, ki je native speaker španščine. Še jaz bolj govorim špansk. Mislim, jaz pač govorim špansk. Nisem sicer pač ful tekoča, ampak come on. To je bilo katastrofa. Jaz bi 10-krat bolj govorila. Tako da ja, no, ta film živno včeraj, ko sem gledala Anora, sem tako, Oppenheimer, ok, na začetku mi ni bil všeč, ko se je zgodba razvijala, mi je bilo že ful bolj všeč. Tale Emilio Perez sem pa res pa ful drugač, itak se ful kritik prejel, a ne. Mislim, da so kritike kar upravičene, no, tako. Zdaj, tlele sladoled, tale je bila čokolada jagoda, sam moram še malo počakati, da se otopli. Kaj jaz ne moram, čist mrzo sladoled jesti. Med tem cajtom grem pa zležit perilo. Ok. Ful je umetna jagoda. Malo sem razočarana, ni to dobro, no. Ampak ok.
Dobro jutro, dobrodošli v nedeljo. Z Dragim greva na kavo, tako kot je najna ta zdaj nedeljska tradicija ratela. Žuje, pa dobro. Ker je dobro svetlo. Evo naj v Lokusu, v Mostecu. Nisem pa že full dolg tle. Tale Lokus je full popularen, je bilo full folka. Rogliček s pistacije 3 evre. Prvič in zadnjič. Da se bova še malo sprehodila do Koseškega bajerja. Na sprehodu. Lep pozdrav. Včeraj sem še gledala Konklave. Isto dobu Oskarja, ne vem sicer kaj točno. Ful dober film. Gre se o tem, da umre tale papež sedanji in potem oni morajo zbrati novega. Štumfe si daj. Tako da ja, noč po sprehodu sva jedla. En film sva predtem gledala, ki ni bil dober. Zdaj bova gledala še enega. Tle bom zaključila vlog. Upam, da bi vlog všeč. Kaj lepega komentiri. Kakšna lepa misel. Bodimo prijazni, kulturni in spoštljivi en do drugega. Pa bo svet lepši. Lepo se mej, lep teden ti želim. Hvala, da si tle. Hvala za podporo. Rada te imam. In se gledamo še naprej v naslednjem vlogu.